Spoštovane, glede na to, da imamo sorazmerno malo časa, bi začel z današnjo prireditvijo. Moje ime je Dušan Rutar in povabili smo vas zato, ker bi radi najprej obeležili konec šolskega leta. Pred nami so počitnice. In zato, ker bi vam radi predstavili najprej zbornik Ciriusa Kamnik, ki se imenuje Novi svetovi. Išla je 3. številka, o tem kasneje. In radi bi vam povedali nekaj malega o projektu, ki je potekal zadnjih 5 let, o projektu, v katerem je sodelovalo veliko ljudi, ampak tudi o tem kasneje. Hvala lepa, da ste se udeležili oziroma da se udeležujete te prireditve, da ste se odzvali našemu vabilu. Zdaj bi pa najprej prosil gospoda Gorana Pavliča, direktorja Ciriusa, da pove nekaj uvodnih besed. Prosim. Spoštovani, zaključuje se še eno šolsko leto, zato je prav, da ob koncu vnovič povemo, kaj smo ustvarili v tem šolskem letu in preteklosti. Preden odidemo na zaslužene počitnice, mislim tako na učence oziroma dijake kot na sodelavce, se ozrimo na preteklo šolsko leto in pogledamo, kaj vse smo dosegli. Danes izpostavljam 2 dogodka. Naj najprej poudarim, da je šla že 3. številka letnega zbornika Novi svetovi, ki ga ureja dr. Dušan Rutar in ki prinaša svežen razvojnih idej, novih zamisli in praks, s katerimi se lahko pohvalimo tako v Sloveniji in celo svetom. Vse to je dobro izhodišče za nadaljnje delovanje našega centra. Zaključuje pa se tudi projekt SVLO, ki smo ga začeli izvajati skupaj s partnerjem iz Ptuja davnega leta 2017. Finančno sta ga omogočila Evropski socialni sklad in MSŽ. Čas hitro teče in pred seboj imamo izsledke projekta, ki jih bodo predstavili nosilci tega projekta. Meni kot direktorju ostane samo še to, da se vsem zahvalim za sodelovanje in tudi za dosežke. Torej, dragi učenci, dijaki, predstavniki partnerjev v projektu SVLO in sodelavci, hvala vam in srečno! Sedaj pa, kot rečeno, zbornik Novi svetovi imenuje se na en zelo posrečen način. Če mene vprašate kot urednika, Novi svetovi so dejansko novi svetovi. To pomeni nove ideje, to pomeni nove prakse, to pomeni nekaj takega, kar so doživeli ljudje, kot je bil Krištof Kolumb, ki so dejansko verjeli, da odkrivajo novi svet in zanje seveda to tudi bil novi svet. Na kratko torej, kaj je zbornik Novi svetovi? Tamle na mizi jih je nekaj, kdor bo želel, lahko vzame en izvod. Morali se boste tudi podpisati, ampak to je samo malenkost. Torej, Novi svetovi 3. Leta 2020, pred natanko 2 letama je šla prva številka, lansko leto 2. in zdaj 3. To je strokovni zbornik. Zbornik je namenjen produkciji Ciriusa Kamnik, proizvodnji idej, proizvodnji praks. Z novimi svetovi se želimo predstavljati svetu. Dejansko razmišljam o tem, oziroma upam, da bomo prišli do tega, da bo nekoč v prihodnosti kakšen zbornik šel tudi v angleščini, zato ker to zasluži. Ker je dovolj dober,
da se z njim hvalimo tudi pred svetom, torej ne samo v Sloveniji. Novi svetovi 3 je zbornik, tole je naslovnica zadnje številke, ki je do zdaj, naj nam postrežem z nekaj številkami, zajel 53 avtorjev in avtoric. Pravi, to ni osamljeno delo enega človeka ali kakšne majhne skupine ljudi. V vseh 3 številkah doslej je torej sodelovalo 53 avtorjev. Mislim, da je to pomemben podatek. V glavnem so to avtorji in avtorice Cirjusa Kamnik. Lahko rečem, da približno 50 sodelavcev Cirjusa je do zdaj sodelovalo pri izdajanju tega zbornika. Drugič, zbornik je narejen tako, da prinaša to, s čimer se lahko Cirjus, to so avtorji in avtorice te zadnje številke, pohvali ne samo pred zunanjim svetom. Kot urednik lahko rečem, da je včasih prav zanimivo pomisliti, glede na to, kako velik je Cirjus, da nastajajo prakse, da naši sodelavci in sodelavke delajo zadeve, stvari, nekaj prakse, za katere včasih eni ljudje v Cirjusu sploh ne vedo. Zgodi se, da na enem koncu nekaj ustvarjamo, pa nekateri drugi ljudje v isti stavbi, se pravi v Cirjusu, o tem praktično ne vedo ničesar. Tudi to je ena od nalog in funkcij tega zbornika, namreč da razširi ideje, s katerimi se ukvarjamo ne samo po svetu, ne samo po Sloveniji, ampak celo znotraj Cirjusa. Preprosto tako je. Dejstvo je, da je tako veliko ljudi, tako veliko oddelkov, tako veliko inštitucija, da je tako rekoče skoraj nemogoče, da bi vsi vedeli o vseh, kaj počnemo, kaj razmišljamo, kaj delamo in tako dalje, tako dalje. Učili smo torej dobri. Novi svetovi 3, torej to so avtorji in avtorice, prinaša tudi nekaj, kar je novost v Cirjusu, in to je delo razvojnih timov. Razvojni timi, ki po definiciji morajo skrbeti za inovacije oziroma za nove prakse. Seveda ne poudarim, mogoče se včasih zdi to nenavadno, vendar mislim, da je zlahka razumljivo, nobena nova praksa na tem svetu še ni nastala, če bi obstajala najprej nova ideja. Brez novih idej ni novih praks. Prakse ne padajo z neba. Človek, če hoče nekaj narediti, mora najprej imeti idejo, kaj bi naredil, potem mora imeti idejo, kako bo to naredil, za koga jo bo naredil, in tako dalje, in tako dalje. Torej, na kratko o novih svetovih toliko. Kot rečeno, tamle so na voljo, jaz upam, da si boste postregli. Drugi del prireditve je namenjen, kot že rečeno, predstavitvi še enega zbornika, še ene knjige strokovne monografije, ki je išla ob koncu projekta SVLO. To je kratica, ki pomeni socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalna okolja. Preden pa nadaljujem tole vprašanje, če ste avtorji in avtorice novih svetov 3 tukaj, prej smo videli vse na naslovnici, na platnu, če ste torej tukaj, bi zelo rad videl, da pridete sem gor, da naredimo še eno skupinsko fotografijo. Ali pa vsaj tisti, ki ste, prosim. Glede
glede na to, da je vseh avtorjev in avtoric 28, sklepam, da nismo vsi, ampak nič hudega. Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo torej s projektom SVLO, začel se leta 2017, izvajali smo ga 3 konzorcijski partnerji, poleg Cirjusa še predstavniki in predstavnice osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj in pa društva Sožitje Ptuj. Ker so predstavniki in predstavnice obeh konzorcijskih partnerjev tukaj, prosim, če še vi pridete, se predstavite, da bodo vsi videli, kdo, nismo sicer to vsi, ampak kdo smo izvajali ta projekt, in da naredimo še eno skupno fotografijo. Prosim. Mogoče, ker se vsi ne poznamo, če lahko nakratko še poveste, kdo ste. Jaz sem Vojka Hablas in sem iz osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Jaz sem Anko Lah, tudi si predstavljam iz osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, drugače pa tam poučujem športno vzgojo. Jaz sem Petra Žuster, prihajam iz društva Sožitje Ptuj, zaposlena sem VDC Sožitje Ptuj, drugače pa sem vodja socialnih programov na društvu. Jaz sem pa Romana Vošnik, izvajalka projekta SVLO na društvu Sožitja Ptuj in pa tudi hkrati mama dekleta s posebnimi potrebami. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosil še predstavnike in predstavnice projekta SVLO iz Cirjusa. Če pridete še mi gor, da naredimo še eno skupno fotografijo. Hvala lepa. To je naslovnica zaključne publikacije projekta SVLO. V publikaciji je predstavljeno to, kar sta Evropski socialni sklad in država Slovenija oziroma MIZŠ od nas pričakovali. V projektu, naj na kratko povem, je sodelovalo 69 mladih, se pravi učencev, dijakov in drugih mladih s posebnimi potrebami iz Ptuja in iz Cirjusa. 69 ni majhna številka. V projektu smo povabili k sodelovanju več kot 105 zunanjih partnerjev. Temeljna naloga projekta SVLO je namreč ustvarjati in krepiti mreže deležnikov, mreže ustanov, inštitucij, posameznikov, skupin v lokalnih okoljih, v katerih mladi, ki na primer pridejo k nam v šolo ali pridejo k drugam, se vračajo, v katerih, kjer živijo. Se pravi, temeljna naloga projekta SVLO je bila ustvariti mreže v lokalnih okoljih za to, kar imenujemo skupnostna skrb. To so sodobne ideje, to so nove ideje, ki je še nekaj desetletij nazaj preprosto ni bilo. Ne? Ker smo ugotovili, oziroma država je ugotovila, da mladi ljudje, potem ko se vrnajo v svoje okolje, recimo v Cirjusu lahko preživijo precej let, ne? Izgubijo velik del socialnega življenja, zato ker so bili odsotni, zato ker so bili redko kdaj prisotni v domačem okolju, recimo med počitnicami. In potem je postalo tudi jasno, da imajo nekateri zelo majhne možnosti, kljub temu, da se izobražujejo, da imajo ustrezne poklice, ne zaposlujejo. Da je treba narediti zelo veliko v lokalnih okoljih, da se bo povečevalo število možnih
deležnikov, ki pri tem pomagajo. Dejstvo je, da potrebujejo pomoč, da potrebujejo podporo, da potrebujejo to, kar imenujemo skupnostna skrb. Torej, to je temeljna ideja projekta SVLO, skupnostna skrb. Druga ideja tega projekta je to, kar bom nakratko komentiral, je zapisano v dokumentu OECD-evem, šel je približno 2 mesecema, to je najnovejših dokumentov, ki predstavlja tudi smernice Evropske skupnosti za vse nadaljne projekte, recimo za obdobje 2021-2027. Temeljna ideja Evropske unije, Evropske skupnosti, poleg tega, ki sem jo omenil, se pravi skupnostna skrb, je ta, ki jo lahko preberete na zaslonu. Se pravi, prvič, bistvenega pomena za nadaljevanje projektov je prekvalificiranje in izpopolnjevanje najbolj ranljivih skupin v kontekstu sodobnih megatrendov. Ko govorimo o sodobnih megatrendih, mislimo zlasti na sodobna delovna mesta, nova delovna mesta, nove oblike zaposlovanja, nove oblike delovanja inštitucij in tako naprej. To je temeljna ideja vseh nadaljnih projektov. In drugič, preberem dokument, tako piše, to je dokument, ki ga zagovarja tudi ne samo OECD, ampak tudi Evropska skupnost, osredotočiti se na razvoj veščin za prihodnji svet tega. Zelo preprosto, zlahka si to zapomnimo, dokument govori samo o 3 temeljnih veščinah. Seveda za tem je veliko idej in besedila, ampak s tem se ne bomo ukvarjali. Na kratko, torej, prvič, digitalne veščine. Usposabljanje za nove oblike delovnih mest, na katerih je digitalizacija ena ključnih razsežnosti. Drugič, socialne in čustvene veščine. Kot psihologa me seveda izjemno veseli. Socialne in čustvene veščine, to je eden ključnih konceptov sodobne pozitivne psihologije in evolucijske psihologije. V mnogih šolah po svetu že uvajajo predmete, kot je recimo empatija. Predmete, kot je razvijanje čustvene inteligence, čustvene pismenosti in tako dalje. Torej, en izjemno pomemben sklop spretnosti, veščin, v bistvu gre za osebnostni razvoj. To je izjemno pomembno, tega ni bilo nekaj let nazaj še. Razvijanje ne samo v šolah kompetenc za trg dela, kot se reče, spretnosti, motoričnih spretnosti in tako naprej, ampak vedno večji poudarek je na socialnih in čustvenih veščinah oziroma socialni in čustveni inteligenci, kot se reče. No in tretja so zelene veščine. Vsak to seveda si zlahka predstavlja, vsak dan poslušamo o tem, kaj pomeni zelena prihodnost, kako pomembna je, kako pomembne so podnebne spremembe, kako pomembno jih je razumeti in tako dalje in tako dalje. Torej, to je nekaj ključnih koordinat za nadaljne projekte. Mi smo v projektu SVLO do zdaj, v teh 5 letih, razvili nacionalni model usposabljanja, oblik usposabljanja, sodelovanja z zunanjimi partnerji za to, da povečujemo možnosti, da se naši dijaki, da so učenci potem, ko nadaljujejo šolanje na srednjih šolah, na višjih in visokih šolah, na fakultetah, dejansko tudi lahko zaposlili.